Jaz se upravičujem, toliko je vroče, da se bom jaz kar malce lekel zdaj, ker pač tole res ne gre nikamor. Ampak jebi ga, točemo sve sredi tu montaži. Bodeča neža, za katero smo vsi najprej mislili, da je sončnica, ampak žal ni sončnica. Ravno v današnjem času pa manjka nekaj prostorov za napake in tudi nekaj prostora za to, da pač daj stvari ne grejo po planu in da grejo narobe. Ne iščejo te dobesednosti, ker danes konec koncev živimo v času podnapisov, in s tem tudi hkrati mišljenje ljudi postaja manj zainteresirano za mogoče neke podrobnosti v svetu ali pa za neko poglobljeno razmišljanje o stvareh. Ja, in potem vsak kreten po svoje interpretira in je lahko tudi slabo, ali pač? Sama umetnost je pogosto nesmiselna. Ne vem, zadnjič sem šel na neko skupinsko razstavo, tam je bilo 30 del postavljenih, sicer je bilo cool, ampak kuratorica je rekla, dobrodošli. V marsikaterih ozirih je poanta umetnostnega sistema oziroma umetnosti ravno to, da uspeš zasidrati to delo v nek spomin. Ker če se zgubi, če se o tem ne govori, potem se ta substanca tudi kar naenkrat razblini. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Pod strehco, ki nastaja v sodelovanju med Kritiškim posladkom in Zavodom 2x32. Gre za posebno serijo epizod, posvečenih razstavnemu ciklu Eno delo, v okviru katerega se osredotočamo na poglobljene predstavitve posameznih sodobnih umetniških praks. Ime podcasta se navezuje na strešico, torej cirkumfleks iz imena zavoda in razstavnega cikla, ki jo simbolno predstavljamo v varno zavetje premišljenega umetnostnega pogovora Pod strehco. V tokratni epizodi bomo govorili o delu Žarišče slikarja Davida Kuclerja, ki je v prostoru 2x32 premierno bilo predstavljeno 24. maja v okviru Ljubljana Art Weekenda. Gostimo tudi Adriana Praznika, kuratorja in umetniškega vodja zavoda. Skupaj bomo razmišljali o tem, kako se Kuclerjeva umetniška praksa umešča v širši kontekst sodobnega slikarstva, kako se v njegovem delu vzpostavljajo razmerja med materialnostjo, podobo in potopitveno izkušnjo gledalca, ter kakšen pomen ima pri tem prostor afekta, intuicije in simbolnega. Pogovor bova vodila Maša Žekš in Simon Gmajner, ki je producent in programski vodja zavoda. Podrobneje se bova posvetila Davidovem ustvarjalnemu procesu, ki temelji na eksperimentiranju z materiali, teksturami in tehničnimi postopki in načinu, kako njegova dela vzpostavljajo tenzijo med abstrakcijo in konkretnostjo, med notranjo izkušnjo in zunanjim svetom. Z Adrianom Praznikom bomo pa odprli tudi širšo razpravo o tem, kako skozi sodelovanje z umetnicami in umetniki razvijati alternativne modele sodelovanja in podpirati nastajajoče umetniške prakse, ki ne sledijo zgolj diskurzivnim in projektno pogojenim pričakovanjem. Po uvodnem džinglu sledi poglobljen opis umetniškega dela, o katerem govorimo, potem pa nekaj krajših vprašanj za umetnika in kuratorja in potem še prostor za malo bolj sproščeno, ampak nič manj kritično razpravo, tudi za tiste ideje, ki se pogosto izmikajo običajnim formatom. Vse reference, ki jih bomo omenili tekom pogovora, boste našli zapisane spodaj v opisu epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate, dobimo se pod strehco. To je tako ogabno in rigidno, da mi zdaj bruho. Vsebina 5 minut. Tokratna edicija cikla 2x0 delo oziroma Eno delo, ki se je odprla v okviru letošnjega Ljubljana Art Weekenda, predstavlja slikarja Davida Kuclerja, čigar praksa raziskuje razmerje med podobo, materialno izvedbo in telesno izkušnjo, pri čemer pa odpira prostor tudi nekega afektivnega, simbolnega in intuitivnega. Njegova dela pogosto vzpostavljajo napetost med abstraktnim in konkretnim, med notranjim doživljanjem in pa zunanjim svetom, pri čemer umetnik razvija specifičen slikarski idiom, temelječ na eksperimentiranju z materiali, teksturami in različnimi tehničnimi načini upodabljanja. Taktilnost, atmosfera in psihofizična odzivnost gledalca pa tukaj predstavljajo ključne vstopne točke za doživljanje njegovega dela. V tem okviru je na razstavi predstavljeno delo Žarišče iz leta 2025, ki prikazuje povečano reprodukcijo bodeče neže,
prisvojeno iz tiskane revije. Delo odstopa od narative ali simbolno utrjene strukture in se zavestno pomika proti območju neizrekljivega. Zavračanje eksplicitnega sporočila in poudarek na zamegljenosti pomena učinkujeta kot izraz nestrinjanja s prevladajočima tendencama transparentnosti in pa informacijske redundance. V tem kontekstu podoba ne deluje več kot stabilna enota reprezentacije, temveč kot vizualna anamorfoza. To je nek izkrivljen fragment, ki se razpira šele skozi določen zorni kot v potopitveni in časovno pogojeni izkušnji pogleda. Postavitev v našem prostoru to gesto dodatno potencira. Umetniško delo, tiskano na hladno trdno površino kompozitne plošče, je z aluminijastimi distančniki pomaknjeno stran od stene, s čimer poudarja svojo fizično prezenco. Galerijski prostor je zatemnjen z zaveso, vanj pronica le usmerjena umetna svetloba halogenskega reflektorja, ki ni namenjena zgolj estetizaciji vidnega, temveč oblikuje dramaturgijo pogleda. Gledalec tako ni več nevtralen opazovalec, temveč postane del konfiguracije prostora. Zavese, ki zastirajo okna, delujejo kot membrana med zunanjostjo in notranjostjo, med okoljsko danostjo in umetnim, ter med vidnim in tistim, kar šele oblikuje v območju slutnje se. Del te konfiguracije prostora smo zdaj tudi mi, ki za to zaveso švicamo, ker je noter 25 do 35 stopinj. Ampak to je namen. Mogoče zdaj sam še, pa mogoče tiste, ki pač tega niste videli, pa ne veste, kako izgleda. Torej na razstavi je samo eno delo, v bistvu je podoba rože, bodeče neže, cirka 1,5 x 1,5 in v bistvu je tako pobližan, izgleda kot neko sonce od blizu in v vanjo svet reflektor, okrog je temno in ja, in je tako vroče, kot je trenutno to poletje. Basically si na soncu. Sam povem tako, da si mogoče ljudje malo bolj predstavljajo to podobo. Gremo zdaj na vprašanja, David, kar za tebe. Mogoče čisto prvo vprašanje zdaj, kaj je tebe vodilo k odločitvi, da uporabiš motiv prav od bodeče neže, da ga pač uporabiš in ga potem nadaljno reproduciraš v tem formatu konkretno. Kako se je izoblikovala začetna ideja za delo Žarišče? Motiv bodeče neže je bil najden v reviji Naš dom, kjer je v bistvu šlo za reklamo za sandale. To je, mislim, da je bilo okrog leta 79 ali pa 74, nisem čisto prepričan, ampak nekaj tajnega. Zna biti, mislim, da so bili Borovo te sandali in torej gre za neko, kako se že reče, za spread čez 2 strani in nekako zelo v centralni kompoziciji je bila ta bodeča neža, za katero smo vsi najprej mislili, da je sončnica, ampak žal ni sončnica. Mislim, ne, da žal ni sončnica, lepš bi se slišal, če je sončnica, glede na to, da je vse fokusirano okrog sonca, ker asociira zelo močno na neko sonce oziroma nekaj zelo žarečega. Glede na to sem pa potem se odločil, da bi to v bistvu, najprej sem želel to izvesti v sitotisku, ampak nekako, da bi pač ujel ta osnovni raster, ki je bil pač v sami reviji, bi to potem bilo izredno težko izvesti. In sem se potem odločil iz tega narediti digitalni tisk. Jaz se opravičujem, toliko je vroče, da se bom jaz kar malo zlekel zdaj, ker pač tole res ne gre nikamor. Ampak jebi ga. Vsem je ok, razen Adrianu, ki ni hodil na nudistične plaže. No, skratka, upam, da sem odgovoril vse vprašanja. Mislim, jaz imam pod vprašanje, ker torej gre za v bistvu zelo, a je bila v reviji tudi tako obrezana, da je v bistvu samo center rože, da v bistvu teh bodečih delov, po katerih je bodeča neža prepoznavna, se v resnici ne vidi. A je to zdaj copy-paste direkt iz tega spreda ali si ti ven porezal tako, da res samo to sonce gledamo? Ja, ne, v bistvu res na vsaki strani od te bodeče neže so bili sandali in tudi spodaj nekako se deloma vidi, ker sem naredil v bistvu tak izrez, oziroma sem jih sfotoshopiral ven. Torej, ne, namenoma je narejen v bistvu tako, da je čim bolj v neki centralni kompoziciji. Ampak zakaj si se odločil, da boš glih to ven vzel? Predvidevam, da je v reviji Moj dom ogromno lepih podobic in še več rožic. Ja, saj sem jih tudi že več vzel. Zato, ker v bistvu sem že več motivov vzel iz te revije Naš dom in tudi več jih še prihaja. Ampak ta je mogoče en tak, ki se mi je zdel v tem trenutku najbolj zanimiv za izpostaviti. A si razmišljal tudi o lokalni ikonografiji bodeče neže? Pa ne ne zgolj vem. kot rastlinski, ampak družbeni, v smislu te nagrade bodeča neža, ki jo podarjamo vsako leto v okviru Rdeče. Če si želim bodečo nežo. Ne, če si...
Ne, nisem o tem razmišljal. Če si bil tako o roža, ali si bil tako o roža in pomen? Všeč mi je tudi ta pomen, ampak nisem direktno razmišljal o njem. Ok, glede barv mogoče še. Glede A barv. to so copy-paste barve ali to si ti dal? Žarečo pa warmness pa kontrast do konca. Nekaj minimalno sem spreminjal, ampak glede teh stvari sem v bistvu bolj se sam potrudil, da je ta sken res izredno visok DPI, zato se pač tudi vidi potem ta raster. Kje pa ste to skenirali? Jaz v svojim specialnim Canon skenerjem. Ok, zdaj Adrian, če gremo mogoče kar na tebe kot na kuratorja, kako se je v bistvu v okviru cikla Eno delo zdaj oblikovalo to sodelovanje z Davidom in kako v bistvu kako bi rekel, da mogoče prav to njegovo delo zdaj odraža temeljno usmeritev cikla, če sploh ga, pa mogoče se sam na hitro spomnimo, kaj je zdaj ta temeljna usmeritev tega cikla. A je to zdaj odraz tega, k čimer kot zavod stremite v okviru tega cikla? Hvala za vprašanje, Maša. Jaz mislim, da splošen del tega cikla Eno delo je ravno to, da se spoznamo z umetniki in umetnicami in da probamo pogledati recimo neko njihovo delo pod drobnogledom. Tako da tukaj je pomemben ta diskurzivni moment, da o tem tudi govorimo in da o tem tudi pišemo. V konkretno Davidovem primeru pa je tukaj tudi neka zanimiva kontradikcija, ki se meni zdela v bistvu pomembna ali pa mogoče, da lahko pade na plodna tla. In sicer, da se David ravno poskuša nekako ogniti te deskriptivnosti umetniškega dela. To se pravi, da mogoče ne moreš čisto besedno opredeliti to, kar bi rad umetnik izrazil, ravno zaradi tega, ker se on nekako temu izogiba. In v spredje vstopi prej neka afektivna izkušnja, to se pravi nek doživljajski aspekt tega dela. Ne? In tukaj je to zelo analogno pravzaprav temu, da se lahko to delo doživi, ne moreš ga pa v celoti razložiti oziroma pojasniti. Celo želja nekako ravno v tem, da se izmika tej pojasnitvi. Kako se potem, kot je prej Simon tudi povedal, ne, da se to delo odpira proti neizrekljivemu in v bistvu zavrača to deskriptivno jasnost, ne, kako zdaj kot kurator razumeš to težnjo po tej nedoločljivosti in odpiranju prostora za neko slutnjo ali pa celoten manjko le-te, ne, v kontekstu sodobnih umetniških praks, pač iz vidika umetnika in iz vidika nas kot publike, ki pol pristopamo do tega dela. Ne. Pač tako, do neke mere recimo obstaja del publike ali pa del konzumentov umetnosti, ki je do tega kritičen, mogoče pa samo zato, ker mu to ni dovolj dober, da bi oni razumeli in da bi bili zadovoljni s tem, in na drugi strani tisti, ki jim je to najboljš na svetu. Ne? Ja, mislim, jaz bi tukaj ločil predvsem to na dva segmenta. Ne. En segment je vezan na to, da smo splošno znotraj družbe, ki bi rada imela stvari nekako pod nadzorom, razumsko zaobjete, pojasnjene in tako naprej. In na drugi strani v končni fazi to in na tem ni nujno, mislim, hočem reči, da ni nujno, da je na tem karkoli slabega. Zdaj, mogoče je slabo to, če v tem poskušamo pretiravati. Na drugi strani imamo pa po mojem mnenju eno drugo stvar, da pač procesi tako umetnosti kot v končni fazi v življenju pa so tudi precej naključni oziroma se spletajo na take in drugačne načine. In se mi zdi, da mogoče ravno v današnjem času pa manjka nekaj prostora v bistvu za napake in tudi nekaj prostora za to, da pač daj stvari ne grejo po planu in da grejo narobe. Pogosto je rekel, da dobre stvari v življenju ali pa v umetnosti nastanejo takrat, ko niso pričakovane. Kakšna replika, Simon? Ne, nobene replike. Ne. Mogoče bi se vrnil, bi dal žogico Davidu nazaj, ker smo se prej pogovarjali o afektivnem, intuitivnem in tako naprej. Me zanima, kako pač ti razumeš vlogo afektivnega in intuitivnega v svoji slikarski praksi. Ne. Zdaj, mi smo se že parkrat pogovarjali, ne. Tudi ko se pogovarjamo pač o tvojih delih, ne, se pogosto izogibaš nekim neposrednim razlagam svojega dela. Ne. Pa me zanima, kje je recimo pri tebi ta meja recimo med namernim pa naključnim, ko ustvarjaš neko delo? Ja, vse v bistvu, mislim, tisto, kar bi bilo naključno, naprimer v samem iskanju teh motivov, je to, da se gre pač za nek zelo velik nabor motivov in potem v bistvu nek intuitiven izbor. Mislim, pač imel sem pred tem, ali pa pred parimi leti, sem imel v bistvu veliko zahtevnost pri izbiranju same tematike tega, kar me zanima, in potem sem pač skozi čas nekako
želel sem pa v bistvu na nek način delati hkrati stvari, ki so do neke mere figurativne ali kako bi rekel pač na nek način mejijo na abstrakcijo v smislu kompozicije, ne toliko zelo v samem motivu. Se pravi, da se gre kot za v bistvu neko kadriranje nekega motiva, ki je na nek način izrazito realističen, ampak da potem z samim kadriranjem nastane pač nek abstrakten motiv. Zdaj, če na nek način poskušam govoriti o tem, kar smo v bistvu že večkrat naslovili, kar pač je Adrian tudi omenil kot anamorfozo, pa ti si omenil kot izkrivljen fragment. Okay, no, skratka, tukaj bi na nek način govoril, pač, da jaz iščem motive, ki so na nek način do te mere odprti, da imajo več načinov ali pa več možnosti interpretacije. In zato se mi tudi na nek način zdi nesmiselno toliko poglobljeno definirati ali pa pač na nek način konceptualizirati to, kar se tiče v bistvu tega samega dela. Ne. Se pravi, ker sam motiv na nek način, če jaz zdaj bi rekel, ne vem, ok, to je roža, ki asociira, kaj jaz vem, na sonce, pa asociira še zraven na, ne vem, recimo neko pač kakršnokoli politično tematiko, bi se na nek način sam smisel izgubil, ker bi se zelo fokusirali to na nek določen pojem. In pač to je v bistvu del hkrati pa pač je v bistvu tisto, kar je meni smiselno mogoče, da je sama vizualna v smislu barvne saturacije, pa v smislu same barve motivika tista, ki je pomembna, ki na nek način daje to možnost žarenja, da lahko z nekom, ki je soočen z delom, potem to na nek način doživi. Se pravi, da je v bistvu usmerja pogled do te mere, da bi ga mogoče zaustavilo in s tem pol lahko podoživiš določene miselne občutke, ki jih sicer ne bi. To je to kot te abstrakcije. Glede na morfoze konkretno se gre v bistvu za nek specifičen slikarski pojem, kaj v bistvu to zdaj zares pomeni, se gre v bistvu za konkreten navedek iz, se pravi, Dolarjeve knjige Biti njen vojnik, v kateri on v bistvu specifično govori o tem, kako skozi vizualno mišljenje razmišljamo in on da za primer slike Hansa Holbeina z naslovom Ambasadorja, ki skratka, imate potem to anamorfozo lobanje. Se pravi, da namiguje usmerja pogled na hkrati nekaj drugega, ki je pač tudi prisotno v sliki in enako je recimo tudi pri večino drugih slikarskih del. Gre se za specifično slikarsko mišljenje, ki pač na nek način se razlikuje od recimo fotografije ali pa pač tudi od neke klasične bolj sodobne oblike konceptualnih del in tako naprej. Meni pa recimo, zdaj, ko smo to načeli, mi je bila zanimivo, da so bile take zelo močne zgodovinske, slikarske reference. Hkrati pa se mi zdi tako, da če razmišljamo o tvojih delih, seveda vedno si predstavlja nekaj kot slikar in grafik, ampak splošno pa jaz nekako začutim tudi ta moment, da se predvsem ukvarja s podobo. Tudi to, ko si prej recimo govoril, ta meja med recimo abstraktnim ali pa neko konkretno upodobljajočo podobo, a ne, je v bistvu bolj stvar tega, ko bi rekel, neke tvoje intrige, neke tvojega zanimanja za podobo, se mi zdi, da mogoče niti ni toliko slikarsko v tej gesti same poteze, a ne, tudi v tem dotičnem delu gre v bistvu za tisk, ne gre za, mislim, objekt je sicer izrazito slikarski, ravno zaradi tega, ker so te distančniki, ker je ta usmerjena svetloba, ker tudi je zadnja stran pobarvana tega, mislim, da nismo omenili, z rdečo barvo, to se pravi senca žari v rdečih odtenkih in se mi zdi, da se tudi ta trenutek slikarstva pri tebi zgodi nekje drugje, ne samo potezo, tudi ne nujno s tem, da bi gradil to sliko po nekih koških, ampak bolj iz tega vidika, da probaš to prezenco te podobe na nek določen način zagrabiti in jo na ta način upeljati recimo v nek umetniški, da ne rečemo slikarski diskurs, ampak da v bistvu da probaš prej osvetliti te podobe, kakor pa jih samo odslikati, bolj da jih orišeš, da jih na določen način predstaviš. No, to se meni zdi. Ja, absolutno je to smisel. Mislim pač, definitivno res nismo omenili tega, da je v bistvu z zadnje strani pa tudi pobarvana ta podoba, zato so tudi te distančniki. Ampak sicer pri tudi preteklih delih in tudi v prihodnjih, ki jih želim stvarjati, je to, da se gre za samo izbiro tega motiva, ki na nek način meni tudi ni čisto jasno, oziroma puščam nekako miselnemu toku odprto to možnost samega izbora, ampak se gre za neke motive, ki
tisto, kar je v mojem slikarskem interesu, se mi na nek način zdi zanimivo, me asociira mogoče na neke stvari. In potem pač ne, da bi želel pač te stvari direktno kopirati, ampak bi po sami nekako mogoče vsebini ali pa po neki kot afektivno. In v bistvu v tem primeru je tudi recimo ta fotelj, ki sem ga imel takrat v MGLC-ju, ker na nek način mi en bolj zanimivih del iz tega istega vidika, podoben način kot na nek način ta roža, ker se gre v bistvu za neko odsotnost, ne? Pač gre se za fotelj, ki je na nek način, ki je prazen. In potem pač je zdaj lahko vprašanje tega, zakaj, ne? Kaj je tisto, ki manjka, ali pač se bo nekdo usedel gor, ali vabi na kot neko obdobje, ali nekdo jih vstal, ali zakaj nekoga ni več. Pač ne vem, nekaj, kar pač na nek način poraja vprašanje. No? In to je tisti del, ki mi je zanimiv. V bistvu to je ta vizualna odprtost, o kateri govorim, no? Ki potem posledično lahko intrigira tudi gledalca. Kako se tebi zdi, ne? A veš, delamo zdaj z nekim umetnikom, ki ima mogoče malce drugačen pogled, kot smo imeli prej, ne? Tako se bolj intuitivno, afektivno loteva nekih zadev. Pa me zanima tvoje razmišljanje o tem, kako recimo nek tak pristop delu ali pa podpiranje nekih takšnih umetnikov, kaj to pomeni v današnjem času, ko so recimo projekti, umetniški projekti, vse bolj pod vplivom neke projektne logike, neke pričakovane upravičnosti produkcije, pa bom tudi, ne vem, rekel, pa tudi nekih pričakovanj, bom rekel, kuratorjev, ki razstavljajo to delo, da to delo razumejo, da ga znajo pač tudi prezentirati in tako naprej. Ja, mislim, po mojem mnenju zelo legitimno vprašanje, tudi sem ga probal vsaj mečkam se ga dotakniti skozi obrazstavno besedilo, seveda pa to nekako ni glavna poanta, da v tem govorimo, če govorimo pač o umetnikovem delu. Se mi zdi, da je pa to zelo pomemben razmislek, zakaj namreč, ne? Tako smo v bistvu v našem prostoru navajeni tega, da se stvari delajo na neki letni ravni, to se pravi, ti projekti se odvijajo, treba jih je zaključiti, treba jih je realizirati. Veliko premalo se pa v bistvu vlaga v to v neko kontinuacijo. To se pravi, da probaš razumeti, pa mogoče tudi ugotoviti, kaj so te intrige, ki določene umetnice in umetnike drivajo. Tukaj se je treba zavedati enostavno tega, da, in to je nekaj, kar v bistvu naša družba splošno zavrača, da včasih ni slabo, če kaj spodleti. Jaz mislim, da napake so zelo pomemben del tega procesa in tudi mogoče se je treba res vprašati, kaj je ta outcome, ki ga skozi to želimo. Ne? To se pravi, a je poanta pravzaprav v tem, da mi pogosto z nekimi sicer nizkimi budžeti probamo zadostiti našim financerjem, ali pa gre tukaj pravzaprav za to, da je želja v tem, da uspemo doseči neko stopnjo kvalitete z umetniškim delom. In ta stopnja kvalitete se mi zdi, da je včasih pogosto tudi enostavno fail and trial. In tega sem mogoče malo premalo zaveden. In da mislim, da tukaj na koncu dneva gre zelo za poskušanje in ni nujno, da se vedno izide. Se mi pa zdi, da je pa po mojem mnenju za ustvarjalke in ustvarjalce pomembno pravzaprav res tudi to, da dobijo neko podporo, to se pravi, ko nekaj spodleti, še ne pomeni nujno, da je tukaj konc. Mogoče ravno v nekih teh spodletelih poskusih lahko ugotovimo, kaj bi se pa še dal razviti oziroma kako bi bilo treba same načine mogoče produkcije umetniških del tudi temu prilagoditi. Okay, ampak se ti zdi, da prispevamo s tem k večji avtonomnosti nekega umetnikovega dela, ne? Ali pa mogoče recimo tudi za Davida, ne? Da bi mogoče tudi zastavil, ne? Tle eno vprašanje, da v kontekstu hiperregulacije in projektnih schem, ki določajo neko sodobno umetniško produkcijo, nekaj si že povedal, ampak kako ohranjati to neko spontano, nezavedno komponento ustvarjanja? Je to neka oblika upora? Mislim, pač po mojem mnenju ni zares neka oblika upora. Jaz bi si želel, ali pa bi se mi zdel smiselno na nek način, da je to tudi nekaj, kar je izpostavljeno. Mislim, ker se konec koncev po eni strani se mi tako zdi, da se verjetno preko nek daljši opus sigurno vidi kot neka ideološka ali pa vse splošna časovno-zgodovinska pravilnost, če je pač to tisto, kar pač je iskano. Mislim, zdi se mi v bistvu nekaj, kar je mogoče pretiran poudarek, to, kar je
v sodobni umetnosti v splošnem, sama usmerjenost proti tej, kako bi rekel, pravi strani zgodovine. Ne govorim o tem, da se mi zdi dobro, da so tudi stvari, ki so na napačni, ampak govorim o tem, da se mi zdi kot enostranski poudarek nekaj pač, v čemer sama umetnost ni dobra. No. Pač zdi se mi, da so druge stvari, ki bolj delujejo v teh pogledih, veliko bolj efektivne in pač, da mogoče lahko ima pač umetnost tudi do neke mere možnost iskati tudi drugačne interese. No. Meni se to zdi zanimivo. No? Mislim, jaz se doskrat se v tem oziru vprašam, recimo, kaj je lahko težava nekih produkcijskih mehanizmov, ki jih danes poznamo. In to je to, da je neka zelo močna težnja potem, da je na nek način upravičeno to umetniško dejanje s tem, ker naslavlja določene probleme, teme in tako naprej. Jaz tudi zaznam, da recimo dosti njih umetnikov in umetnic se na tem zgraža. In seveda, jaz bi rekel, da neka uporabna vrednost umetnosti je seveda zelo dobra, lahko. Se mi pa zdi, da je nek zanimiv potencial umetnosti v današnjem času, ki pa se ga zanemarja. In to je pa ravno to, da sama umetnost je pogosto nesmiselna. To gre v bistvu za nek presežek energije. In tudi to se pozablja. Pozablja se v bistvu to, da nekako umetnost temelji na nekem tem presežnem delu določene družbe. In ta presežen del, s tem, ki ga investiraš v nek nesmisel, se mi zdi, da tudi mogoče naslavlja ene teme, ki so zelo blizu človeškemu stanju. To se pravi, videti neke stvari, kjer jih pravzaprav ni. Jaz mislim, da tukaj je en blazen potencial umetnosti in ravno ta nek trenutek nesmisla lahko tukaj odpre neko dimenzijo, ki se jo pa pogosto zanemarja danes. No? To je moj občutek. Ja, mislim, jaz se s tem absolutno strinjam. Po drugi strani pa v bistvu mogoče naredil še ta poudarek, da se mi zdi, da določene mere tudi to, kar je pač pogost pojav recimo nekega oprivečevanja za obstoj umetnosti, na nek način jaz to vidim že kot do določene mere samo resignacijo. Ne. Če se ti upravičuješ konstantno za nekaj, za obstoj nečesa, to v bistvu na nek način priznava resignacijo ali pa priznava, ne odpira ničesar drugega, v bistvu priznava samo tisto konkretno stvar, za katero pač se izpostavlja. No. Torej imamo neko to umetniško delo s tem neulovljivim, intuitivnim, afektivnim značajem. Ne? Kako zdaj k temu vključiti širšo publiko, a se nam zdi, da je recimo v tem našem primeru tukaj danes to lažje, ker govorimo o enem specifičnem delu, da se je lažje v enem umetniškem delu, v enem kosu pogovarjati malo dlje na nek bolj kompleksen način, da ima vsak svoje poglede, da vsak ima neke druge interpretacije in da se pogovarjamo o tem z umetnikom, z kuratorjem in z vso to širšo publiko. Ker recimo se mi zdi, da mogoče pri nekih širših opusih, nekih skupinskih razstavah, ki so ponavadi vedno pol itak že neke tematske ali pa vsaj so vezane na medij, pa pol že to nekako povoz vse skupaj, ne? A se nam zdi, da bi mogli potem biti več takih razstav samo z enim delom? Jaz mislim, da ni nujno. Je pa tukaj mogoče neka tendenca, zdaj nekaj so specifike našega zavoda, kako želimo delovati. Druga stvar je po mojem zagotovo to, seveda, pogledati neko delo, ga secirati. Jaz mislim, da tudi včasih treba zapaziti, da se ga ne secira preveč, zlasti mogoče v Davidovem primeru, no, ker se mi zdi, da se lahko hitro zgubi poanta tega dela, če ga preanaliziraš. In tudi jaz bi rekel, mogoče to, kar malo počnemo danes, sicer se malo... Kako pa veš, da je glih prav dost? Jaz mislim, da glih prav dost veš takrat, ko si že malo preveč to naredil. Takrat veš, da je bila meja nekje v zadnji. Težko je to 100% vedeti, ampak se mi zdi, da je pa zanimiv, kljub vsemu zanimiv poskus. Če smo že malo kritizirali produkcijske načine delovanja in tako naprej, tipičen slovenski problem je po mojem mnenju to, da preredko razstavimo ena dela oziroma dela, ki so bila že predstavljena. Ker jaz bi rekel, da v marsikaterih ozirih je poanta umetnostnega sistema oziroma umetnosti ravno to, da uspeš zasidrati to delo v nek spomin. Ker če se zgubi, če se o tem ne govori, potem se ta substanca tudi kar naenkrat razblini. Jaz bi rekel, da to je en rak rana našega sistema ravno v tem, mi rabimo stvar dela, ki so vidna. Ne rabimo več del, ki se zgodijo na eni razstavi in potem
poniknejo. Tako da, Jaz bi odgovoril tudi na to vprašanje. No? Meni se zdi, da to eno delo, meni je to zelo seksi format. Ne? Tako zgolj kot nekomu, ki umetnost, bom rekel, konzumira. Ta vsa neka prezasičenost, ne vem, tudi priješ tako en umetnik ima v enem letu tako 5-6 razstav, 2 v enem mesecu, ne vem, 12 del vidiš od njega. Meni se zdelo to eno delo, kako smo ga zastavili v našem zavodu, prav refreshing. In mi je super, da se potem okrog tega dela enega, ki mogoče ni del nekega opusa, ne vem, 12 slik ali pa obdobja, ker je človek oziroma umetnik ustvarjal, ne vem, 3-4 leta in zaznamuje njegovo umetniško ustvarjanje v nekem obdobju njegovem. Se mi zdi super narediti nek diskurs, tudi če gre globoko. Jaz drugače gledam, jaz tukaj, se pravim, tudi nisem iz tega foha, ampak jaz prek tega diskurza v enem delu bolj vidim, kaj umetniku dogaja, kot tisto, kar to v bistvu eno delo predstavlja. Če bi bilo iz nekega opusa vzetega. Jaz to vzamem bolj kot istočnico, da vidim, kako daleč pa na kakšen način umetnik lahko razmišlja o svojem ustvarjanju. In če lahko to okoli enega dela zgradi zelo neko, bom rekel, povezano, koherentno zgodbo, to meni zelo veliko pomeni. Bolj kot to, da imam recimo 12 del in preberem super neko kuratorsko besedilo in si moram potem sam sestaviti. Se pravim, ne prihajam tudi, ne vem, zadnjič sem šel, ne vem, na neko skupinsko razstavo, tam je bilo, ne vem, 30 del postavljenih, sicer je bilo cool, ampak kuratorica je rekla, dobrodošli. In to je bilo v bistvu vse, nisem si nič... A to naleti name zdaj slučajno? Ampak je bilo, tudi to je bilo full refreshing, to je bilo tudi full refreshing, ker pa si lahko vzel čas, da si se pogovarjal z umetniki zunaj. Rekla sem tudi hvala. Tudi to, tudi to. Ampak dobra razstava. Vsekakor, jaz mislim, da je sicer osredotočenost na eno delo, da je novo v takem formatu, da se gre za izpostavljenost v enem galerijskem prostoru, pa da je mogoče drugače. So velikrat pisali tudi v enem specifičnem delu članke, nekoč, ko so bili še te časi, ko se je dal še pisati o njih. Ampak očitno smo spremenili format in pristop za to, ali kako. Vedno se fokusiramo na umetniško delo kot nek fizičen objekt. Jaz bi pa rekel, da načeloma je umetniško delo bolj odvisno od gledalcev in gledalk, od pogledov in interpretacij, ki s tem pridejo. Jaz mislim, da delo kot objekt, seveda obstaja v tem fizičnem svetu in nekje tam zunaj. Ampak ideja o tem delu se pa vedno zgodi znotraj človeka, znotraj nekih miselnih procesov, opažanj, doživljanja tega. In to je po mojem ena točka, ki se jo preredko zavedamo. To je točno ta stvar, kje se zgodi umetnost. Mislim, umetnost je v bistvu del enega družbenega tkiva. Če neka slika lebdi nekje v vesolju in tam ni nobene civilizacije, nobenih posameznikov, nobenih entitet, ki bi to zasledile, doživele, potem to zgubi ta naboj umetnosti. Potem to postane neka materija brez nekih drugih pomenov in tako naprej. Ok, ampak kje je recimo ta meja pri teh delih, ko so tako odprta za interpretacijo? Kje je ta meja, ker spet kjerkoli interpretacija, pa spet ni zares ok. Zdaj, do kjer mere smo v bistvu kritični do tega, ali pa se nam zdi to vsaj mal lazy, da se delamo, da je v resnici full deep in da ima neko določeno interpretacijo sicer, ampak da je umetnik preveč cool pa noče razkrivati, ker je on tako deep, smart, emotional, special, ne bo on govoril o tem pomenu. On sicer deep down ve pomen, ampak kao naj si vsak po svoje interpretira. In potem si vsak kreten po svoje interpretira in je lahko tudi slabo. Ali pač? Ja, jaz mislim, vse bo po manj dvojni odgovor, ali pa mogoče se še Simon priključil zraven. Jaz mislim, da je v bistvu sledeče. Delo je odprto za interpretacijo, kakršnokoli, to se mi zdi v bistvu slabo. Ni pa nujno, da je interpretacija v tem oziru dobesedna. To se pravi, da nam nekdo razlaga, kaj mi vidimo. Tudi nek članek sem, mislim, da je New Yorker objavil, kje je bilo, o današnjih filmih. In so izpostavljali ravno to, da se vsebina kar dobesedno predstavlja. To se pravi, nek film ali pa slika v našem primeru pravzaprav že govori
kaj je to, kar ti gledaš, ne samo to, kar gledaš, kaj je to, kar ne bi ti v tem tudi prepoznal pa videl. In to je v bistvu pa ta nevarnost te dobesednosti. Ja. Jaz mislim, da veliko se lahko govori o delih, tudi o tem, kar počne avtor, se pa lahko tega dotaknemo tudi na bolj subtilne načine. To se pravi, tukaj gre lahko tudi za kakšne anekdote, lahko gre tudi mogoče za neka občutja. Tudi to je mogoče nek segment, ki ga danes znotraj umetnostnega področja zanemarjamo. V bistvu naš pristop je pogosto zelo racionalen. Mislim pa, da po mojem mnenju je vedno zelo pomembno to, da delo na nek način pospremeš, da ga potisneš v eno smer, ker v končni fazi ta umetniška intenca je pomembna. S tem, če ti prepustiš stvari nekako po navdihu drugih, se mi zdi, da mogoče svojo nalogo nisi dobro opravil. Se pa lahko te dobesednosti, po mojem mnenju, izogneš tudi s tem, kako boš predstavil to delo, kako bo osvetljeno, če govorimo recimo o našem konkretnem primeru, kakšen bo prostor. Kako boš zapeljal gledalca? V vsakem primeru se mi zdi, da mogoče zdaj ne ciljam nujno na to konkretno delo, pa na ta projekt, ker ipak je pa skoraj 2 strani napisano o tem konkretnem delu, strani tebe. Tako da ne moramo zdaj reči čist, da si ti napisal, naj si vsak misel, kar hoče. Ampak moje podvprašanje bi pa bilo recimo, a se ti zdi, da neka vizualna likovna umetnost še ni na tej točki, da bi se delala, da je David Lynch, kjer smo se na neki točki zdaj vsi začeli strinjati, to, kar si prej filme omenjal, da ne potrebujejo zares, da se v njih kaj napiše, ker ga vsak vidi in čuti drugače in to je okej. Če smem kle pridati, mislim, Lynch je ful fajn primerjava v smislu tega, da je on kot avtor večkrat izpostavil to, tudi v intervjujih, vse mogoče vsi slišali že za to, ali pa ste slišali za to, da pač on ne želi govoriti o teh stvarih. Ampak kle se ne gre, mislim, v njegovem primeru se res do določene mere gre za to kao veliki umetnik genij, ki pač o teh stvarih ne razglablja. Izpade tudi tako, ampak, kot jaz tudi razumem, ni point v tem, ampak se gre za nekaj, kar je precej straightforward, v smislu tega, da se gre pač za vsebine, ki jim ni smisel na nek način iskati dobesednih pomenov. In ne gre se za to, da so mi zanimiva tista sodobna dela na nek način, ki izpostavljajo ta veliki umetnik genij, ki se skriva za to vsebino, ampak da je v bistvu bolj v tem, da če imaš ti vsebino, ki je precej dobesedna in je vsebina zelo jasna in je precej tudi potem diktirana strani neke tekstovne vsebine, ki temu pač pritiče, da v bistvu to že na nek način meji na propagando. Propaganda pa pač je tisti del umetnosti, ki si meni, po mojem mnenju, izrazito ni efektiven. Pač oziroma je kontraefektiven, ker je sama medijska propaganda toliko efektivnejša od tega. In pač se mi zdi, da pač so boljši tisti, po mojem mnenju, so bolj ustrezni tisti deli umetnosti, ki na nek način spodbujajo k nekem kreativnem mišljenju ali pa ki v bistvu tudi ne iščejo te dobesednosti, ker danes konec koncev živimo v času podnapisov, in s tem tudi hkrati mišljenje ljudi, splošnih ljudi postaja manj in manj v bistvu zainteresirano za mogoče neke podrobnosti v svetu ali pa za neko poglobljeno razmišljanje o stvareh. In to je mogoče ena stvar, v kateri je umetnost pač bolj zanimiva ali pa pač lahko boljša in bi se lahko nadgradila. No, jaz sem Lyncha zato omenila, ker vem, da je klele Adrian Fan, pa tudi nekaj je pisal o njemu. Jaz sem ga sam vzel kot plastični, zelo plastični primer glavne poante tega dela. Je pa meni ful vrejo Lynch, če Adrian. Ne, meni je super. Se mi pa zdi, da je doskrat mogoče, da je mogoče v enih segmentih postal pa tudi preveč kriptičen. Da se, to je, ker si starejši, Adrian, tudi ti boš. Bomo drugič filmski podcast posneli, sam ta moj dodatek, da v bistvu, če si ga klele zdrkaš na bodečo nežo, je tako, dobiš alegorijo na Wild at Heart. Jaz sem, ko sem bral skript, sem slišal, da dobiš alergijo na Wild at Heart. Ne, alegorijo, slabo si to prebral. Ne alergijo. Odkot je to, zakaj? Mislim, da Maša hoče biti sam zelo edgy. Okay. Nočem biti edgy, sem gledala Conair pred parimi dnevi in je bil Nicolas Cage in Nicolas Cage je v Wild at Heart. In Žižek je enkrat pri televizorki ful lepo razdelal določene scene pri Wild at Heart, tako da se mi je zelo zanimiv, kar je v bistvu kar zanimiv, glede na to, da se pogovarjamo o tem, kako Lynchove scene mogoče niso meant to be razčlenjene na tak način. Ja. Mic drop.
končamo na tej točki, mogoče to bo neuporabno, ampak kaj v bistvu sploh vemo o bodeči neži, ne? Kaj pa vemo o Tako bodeči kot o rastlini. Da je v bistvu to rastlina brez stebla uradno, da se v bistvu Vse ima imenuje steblo. tudi brezstebelna kompava. Poznamo več vrst kompav, bodeča neža je brezstebelna kompava. In v bistvu lahko delaš čaj iz nje, ki je ful dober proti glistam in trakuljam, v bistvu tako za prebavo in želodec. In v Alpah se jo tretira kot absolutni plevel in spodbuja parjenje krav. Tako da v bistvu je wild at heart. To je zelo wild at heart. Sam povem. Hudo. Nisem vedel tega. Okay. Izvoli, Simon. Za avtor. Ok, no dobro. Pa se zahvaljujem vsem trem, oziroma midva z Mašo, se zahvaljujemo Adrianu in Davidu za vajen čas, pa za poglobljen pogled v postopke, tematiko in vizualno govorico dela Žarišče. Vsem poslušalkam in poslušalcem in vsem vmes pa se zahvaljujem za vašo pozornost. Dokdaj bo tale razstava oziroma Žarišče na ogled? Independence Day. Do 4.7. Ko bo tudi bila zatvoritev. Potem pa vas 6 vljudno vabim in se hkrati zahvaljujem za tale podcast. In hvala Adrianu in Simonu in seveda tudi Rej za možnost te razstave. In Maša, tudi hvala tudi tebi. Ja, Za kritiški posladek. super. Ja, hvala za zaupanje, David. Ok, torej podcast Pod strehco lahko poslušate na vseh kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast in tako naprej. Veseli bomo vsi, če se boste naročili ali pa delili epizodo ali pa nam poslali kakšne odzive, vprašanja o bodeči neži, o linču, o Wild at Heart, Davidu, kako izgleda brez majice, tako naprej. Vabimo vas tudi, da dejansko pridete in poiščete tole bodečo nežo v tele stolpenci, torej pridete pogledati Žarišče v prostoru 2x32, kjer lahko v tej specifični postavitvi začutite njegovo fizično in konceptualno prisotnost. Najlepša hvala Emi Kobal in Nuška Bajecko-Šmrl za glasbeno podlago, ki uokvirja naš podcast, in se slišimo kmalu v naslednji Podstrehci. Čau, čau. Nasvidenje. Čau. Bau. Čau vam, jo. Mucmjau.